Sva Gašper in Živa in sva člana akademske folklorne skupine Študent. Sem članica upravnega odbora in pa vodja skupine za promocijske aktivnosti, tudi na socialnih omrežjih, hkrati pa plešem pri prvi plesni skupini. Jaz sem predsednik Kulturno-umetniškega društva Študent in glasbenik. Pri nama je v bistvu vse skupaj izgledalo tako, da sva že od malih nog bila v folklori, saj sta še naša starša spoznala pri folklori, tako da si življenja v bistvu brez folklore sploh ne predstavljamo. Jaz najlažje odgovorim na drugi del mogoče. Mislim, za mene folklora, pa tudi ko govorim za Gašperja, pomeni vse, zato ker enostavno, ko si v tem že celo življenje, jaz od svojega 4. leta, to je že 20 let, si dejansko ne predstavljam sploh delovnega dneva ali pa tudi vikenda brez folklore ali pa brez kakršnega koli udejstvovanja v folklorni dejavnosti, teda enostavno del mene. Na prvi del vprašanja bom jaz odgovoril. Največ o sebi sem se naučil predvsem v tem smislu, da sem sposoben veliko več, kot bi sicer mislil, kar se tiče javnega nastopanja, nekega udejstvovanja v kulturi in pa ogromno se naučiš nasploh o naši kulturi, o folklori. Folklora ni samo za stare babice, folklora predstavlja v bistvu en zelo širok spekter dejavnosti. Pri nas gleda to tako od potovanj do druženj, do nekih izobraževanj in pa smo zelo mlada ekipa, mi smo vseeno akademska folklorna skupina Študent in ogromno je ljudi, ki pride, pa ima tako mentaliteto, kasneje pa vidi, da pravzaprav je to predvsem za mlade ljudi, ker moraš biti kar v kondiciji, moram reči. No. Ja, po kakih 10 minutah vaj, ko že vsi švicamo, pol ni več ostaremo. Ja. Mladim je sploh najbolj pomemben ta vidik druženja, potovanja in vse, kar zajema našo folklorno skupino ali pa mogoče tudi katerokoli drugo folklorno skupino, je ta nek princip familije. Mi smo res družba v malem povezani, to je od nekih različnih tudi povezovanja z drugimi folklornimi skupinami, ne? Gremo ogromno na neke festivale, na turneje, smo soorganizatorji Folkarta, mednarodnega festivala, ki se odvija tukaj v Mariboru, tako da v bistvu narodna zabavna glasba pa folklora bomo verjetno prišli tudi do takih stereotipov, tako da bomo tam več o tem povedali. Najbolj me zabava ta, da se pri folklori dosti pije. Kar je, bom rekel, tako kot vsako druženje vključuje nekaj alkohola, seveda tudi naša druženja, ni pa res, da smo pač da smo vsi alkoholiki. Sploh, da še tukaj povemo, mogoče ta še en vložek v folklornih kostumih ali pa na nastopih se ne pije, se tudi ne sedi, na primer, da se ohranijo ti naši kostumi, ki so eni stari tudi po več 100 let, ali pa so rekonstrukcija nekih muzejskih zbirk. Tako da ne, nismo ta mit, ta stereotip, nismo alkoholiki. Pa še ta, da se pri folklori največ pleše na narodno zabavno glasbo, to ni res, ne? Ni res, ne. Folklorna oziroma ljudska glasba in narodno zabavna goveja glasba sta dve različni stvari, ne? Seveda pa zelo radi poslušamo, da ne opomote. Pridi čim prej. Pridi. Mogoče poglej si našo Instagram stran, Facebook stran, poglej si YouTube, pa boš takoj videl, da je to čist nekaj drugega, kot mogoče tvoji kolegi ali pa kdorkoli reče. Sigurno poznaš nekoga ali pa veš za nekoga, ki se s tem ukvarja, vprašaj ga. Jaz še nisem, odkar se udejstvujem folklori, slišal nobenega reči, da mu je žal, da je prišel plesati. Kvečemu vsi rečejo, zakaj nisem prišel prej, res. Tu pa imamo ogromno enih aktivnosti. Od, kot smo rekli, soorganizacija, na primer Folkarta, kar je zelo popularno, mislim, zelo ogromno se nauči, spoznaš ljudi iz različnih delov sveta, potem hodimo na razne turneje, se udeležujemo teh mednarodnih drugih festivalov, imamo ogromno svojih druženj, zato ker v okviru našega društva delujejo torej ekipe, ki skrbijo za druženje, pa delujejo ekipe, ki skrbijo za socialna omrežja. Potem, zato ker nismo samo naša sekcija, ampak imamo tudi pevski zbor, je ogromno tega povezovanja, izobraževanja nudimo za naše člane, ki jih mogoče bolj poglobljeno zanima neko delo pri našem društvu. Bi še kaj dodal? Niti ne. Glavnem, res ogromno. Meni se enkrat zgodilo na enem nastopu na Hrvaškem, harmoniko igram drugače in sem sam nastopal, takrat ni bilo drugih glasbenikov z nami. In se mi je sredi koreografije pas na levi strani vtrgal na harmonike, ne? In zaključil koreografijo, da sem harmoniko igral tak, ne pa samo z desno roko. Teda, to je bilo kar malo divje, ampak smo zvozili. Moj
mogoče ni bil med samim nastopom, ampak je pa bilo v kontekstu priprav na nastop, ko sem se ravno vozila v študentskem domu z dvigalom in je en dečko stal zraven mene in je rekel, folklora, kako dobro, to je meni ful všeč in smo tako, super, in kaj ti je najbolj všeč? Je rekel, vse to je, pač slovenska folklora je tako irski ples je. Danes ne vem točno, ki je našo povezavo, ampak nekaj je bilo, no. Najraje pri folklori, vse je super, od družbe pa vsega, ampak jaz iskreno imam najraje pri folklori trenutek, ko se recimo celo leto pripravljamo na naš celovečerni koncert, nabira se ta energija vse in potem končno po mesecih in mesecih dela stopiš na oder, pogledaš publiko in vidiš razprodano dvorano Slovenskega narodnega gledališča Maribor in si misliš, kako fajn. In pol tisti moment na odru, ko res padeš noter, ko gledaš plesalce, ta energija, to je neopisljivo, no. Res, to je meni najljubše. To je res nepredstavljivo. Drugače pa najrajše, moram reči, da še vedno imam Prekmursko mladost postavitev od Iko Trina. Glede kostumov, bolj manj to, v kaj se ne želim obleči, kar bo ker mariborska štajerska noša, pa sem ponosna Štajerka, da me ne bo to napadlo v komentarjih, ampak enostavno kostum pa mi ne paše in izgledam katastrofalno, tako da ostalo je pa okej. Jaz sicer nisem plesalec, če pa bi lahko zaplesal katero koreografijo, je pa definitivno Floranovi plesi, se pravi šnops, ne, na teh stolih, ki zdaj sedimo, s temi se pleše, malo divja koreografija, teda to je. To bi pa jaz, ker če bi šlo, bi svoje vtise nekako ustvarila v video in naredila celo združenje, celi compilation v 30 sekundah, kako se vrtijo ti vtisi, da bi lahko nekdo skozi moje oči, pa skozi moje doživljenje doživel tisto, kaj dejansko meni folklora pomeni, pa kaj lahko vse doživiš, ker je težko opisati samo tako. Težko, jaz bi mogoče še najraje naredil to, če imam 30 sekund samo, posnel bi trenutek, ko smo bili na turneji na Zorih in smo nastopali v Bikoborski areni za okoli 4000-5000 ljudi, noro, in samo ta moment, da bi ga dal gor, ko smo prišli mi na oder in se pač ljudem zmešalo, ne, bo se reče, to definitivno. Naredil bi to, kar že zdaj je praksa v južnih državah, da bi ustanovil profesionalno folklorno skupino, namreč tega pač v Sloveniji nimamo. Morda kdaj, nekaj se govori, ampak zaenkrat ničesar resnega, da vseeno imamo skupino, ki profesionalno zastopa Slovenijo, ki je tudi direktno pač financirana strani države, ne. Tako da to bi bil cilj definitivno, če imamo neomejeni proračun. Pa ful bi bilo fajn, če bi imeli še eno tako v idealnem svetu samo svojo hišo, kjer bi imeli in fundus, torej za kostume prostore in vse plesne prostore in arhiv, da bi imeli vse na enem mestu. To bi bilo pa pika na i. Drugače pa pripravljamo zdaj največji projekt, na katerega vse lepo vabim, je tradicionalni celovečerni koncert, ki ga imamo 24. maja z naslovom Staro, novo, večno in bo res top koncert. Študenti tudi dobijo cenejše karte, tako da Vabljeni. lepo vabljeni.